Ajo, Ljubčka sem. Kjer nas čaka prijazno skrbnik, nas Snema se, snema. 40 minut, tako da jaz gremo čim prej. Ja? Če ne pa 2 ure, jel? Pa reci, dobrodošli, Ljubčka vsem. Ajo, Ljubčka sem. Gremo, ja. Mi smo to zdaj že na pol poti. Si končala? Film laufa. Kaj nam je tega treba bilo? Kolovođa, pelji nas. Gremo. Toni, ti si glas glavni. Gremo. Ti rečeš, te pa gremo. Debata, po kateri poti gremo. Strmi, zavarovani. No, gospod Koza. Veketali, pot na novo vsekana. Evo, kar hitro smo udarili. Lepe nogice so od Katarine. Prve zajle, takoj pri domu. Aha, evo, lezejo po kanalu. Po kanalu. Tukaj. Gelca. Kaj si rekel? Evo, smo na eni lepi pasaži. Angelca se je opremila, edina, ki je pravilna za v hribe. Ja, pa še, gledaj, še splezala malo po vrhu. Ja. Juhu! O, Madonna, sama dekleta. Ja. Kaj pa moja koza gre? Sicer ne vem, koga misliš. Ne, sam je teklo, meni ga jaz, meni smo to zimi Ljubko. Ljubko. Po ostenju pece lezemo. Katarina, Jelena, kar pedi. Jaz sem pa pregrd za tvoj film, ne? Ti si pa za puncami, ko koze v raju. Najprej gor, pa dol. Razumi to človek, če moreš. Gremo na neki vrh, pa bomo dol hoditi. Ja. Mi gremo gor, ti seš postikala, naprej. Zdaj sem mislil, da bom kaj zvoka dobil, zvonkega od teh punc. Ja. In to je dolina Tople in končnik spodaj. Od tam je tudi en vzpon gor. Čudovita. Zadaj za njo Oljševa, Raduha in zadaj, še bolj zadaj pa Kamniške planine. Smo čez te stene in zdaj prva zadaj Uršla gora. Rušev je neprehodno in zdaj prva večja pauza. Eni so se kar na tla vrgli. Mati. Ja pa mati. Ti boš pa ati. Ti si pa oča. Še 20 minut, pa smo gor na vrhu. Oča gre zadnji, ja, oča pride, Rokavičeni. Si ne bo kdo kaj naredil. Ole, samo. Oni že malo mrzline. Zadnji metri. In kdo nas je pa vrhu priščakal? Škratek Marjan. Škratek Marjan nas je pričakal. O, kakšni razgledi se odprejo. Koroška je naša. Ja, super je. Tiste pa zadnji vrh v pogorju Pece, Bistriška špica, ko je križ na koncu. Aha, a spada pod Peco. Tole je pa Knipsovo sedlo. In tik pod tem Knipsovim sedlom, levo dol, je na višini čez 2000 metrov pride ven rov rudniški. Ker so imeli rudnike, ja. Tu je
več kot 200 km rudniških rovov pod Peco. Ne? In najvišja etaža je bila tik pod vrhom Pece. Ja. Vse, če boste jutri šli v rudnik, vam bodo vse to razložili. Evo, naš Drugače je slavnik. pa, dol so pa tudi od tega osnovnega nivoja, je pa tudi menda so ene 4 ali 5 etaž in zdaj so to pustili, da je voda zalila in je več kot 100 metrov globoko jezero in je to najglobje sladkovodno jezero pri nas. Te globine. Ja, mislim, da je čez 100 metrov je globina vode. Kaj je še ostali? Tam, ko boste šli v rudnik, ne? Tistega leta. V Peci in Angelca nas je povabila. Pa ti komentiraš, ne? Ja, komentiram, filam. Narod naš dokaze hrani, na zdravje. Poglej, kakšen fantastičen jedilnik. Tak dober jedilnik ni v nobeni koči v Sloveniji. In še dobro. No, da vidimo, kaj bojo pa notri rekli. Malo boljše. Kaj lepo. Ti pa srednji došli začnem delati. Pa je prvi dan cela stena porodila. Jaz zmagal, sem že Kdo to dela? Ti to? Na kamniškem sedlu sem delal. O, ma ti si to lepo. Za mene. Tisto pa pa. Tisto pa. Kako smo vas krali Meni se boga. pa tudi vse zgodi. Kako ste pa delala? Tisto, poj smo Po zimi smo prišli na kamniško sedlo, pa smo rekli, imate kako pivo, ja, pol pa smo namesto po pivo naročali po kiš. Ne, bo šlo vlak, veš kaj. Kar naj gre. V strop. Les na les, ne? Prav. Super so. Poglej, ko se lepo kadiva. Ste videli, da ti je mama pokazala, kako se penina odbira? Daj tiste krožnike, Vitor. Vegi, da tudi italijera, vidiš, kaj se dobi za jesti. Ome, ja, pa še. Angelca, te pa nali. Viš kako vam gre? To je neresno. Kdo koga? Tam se drži. Jaz tebe. Tam se drži. Enkrat imaš srečo v življenju. Koliko mehurčkov. Ja, Na zdravje. Jaz sem do zdaj mislil, da bom srečo kot tebe znam. To pa je tako, to je sreča posebne vrste. To je sreča na vrvici. To mi dva jo dobro skrivamo. Kot te ima Bojana Maketni, ja? Še je, zadruga, že celo večerec. Živijo! Da ne bo začela pet. Hvala vsem igralcem. Brada že raste, le, brada že raste intenzivno. Tu tega bo zamela rava. Zelo lep je, leto. Mislim, pa res je lep. Čudovit je. In ko je bila stara 9 let, je našla v reki en ploščat kamen. In ta kamen je imel na sredini, je bil ploščat kot disk, je imel na razpoko. In 9-letna Angelca hoče to kamen razpoloviti, da vidi, kaj je notri. In glas ji reče, ne še je prezgodaj. In Angelca ve, da je prezgodaj in on drži kamen. In minejo leta in Angelca je stara 18 let. In spet najde isti kamen. Vidi razpoko, ve, da je nekaj notri in hoče odpreti. In glas ji pravi, ne še. Ampak je okej, pa ga da nazaj. In pridejo leta, ko naredi magisterij, ta Angelca. In spet najde ta kamen, tretjič. In vidi razpoko v njem in jo blazno matra, kaj je notri. To je znanost, ne? Radovednost, kaj je notri. In ga si pravi, ja, zdaj lahko odpreš. In on odpre, previdno, se razpolovi in notri je zvita bela kitajska kača. Z dolgimi brki nazaj, zavihanimi.
In ta se odvije, ona gleda in je kača zmaj hkrati. In ji pravi, ravni hoče reči, kako si lepa, tisti hip, je ona pak, jo zagrabi in jo piči v jelco. In ona začne jokati. In ta kača ji pravi, ta zmaj, kaj jokaš, ker sem ti dala uvit v skrivnost. Jo boš odkrila, raziskala in dala človeštvu v razpolago. To je pozitivna znanost. Okay? Skriva pa to, da vsaka znanstvena, skrivnost znanstvena, ne sme biti, mora biti odkrita pravočasno. Atomska energija je bila prezgodaj odkrita, nismo bili še zreli za njo. To je v bistvu te pravice. To vam želimo. Da karkoli boste odkrili, da bo pravočasno in da bo več človeštvo zatreba. To je res, to sem jaz napisal te pravice. Zdaj smo pa pri votlini kralja Matjaža. Angelca nas bo špeljala notri. No pa še enkrat s filmčkom. Evo, tablica, da je res. Pazi na bučo. V rovu, dolgem okrog 20 metrov. Ker toliko boje je to naravni. On sebe o tem. Je bilo to vedno poleti. Pa podori, ne? So bili non-stop, je bil tak pesek, tako. Je bilo nevarno hoditi. Ja, in to so to posebej razkopali. Pa to so verjetno tudi morali že preskopati. Ja, ta pa je. Spi. Ne, tudi jaz. Ja. Veš kaj, to so zdaj take, to je zdaj veliko, to so se zgodbe. Tudi Piči je že skadil nekaj čudnega, pa je pol videl v Ostelju pece, tam pod Kordeževo. Ja, vse so še na televiziji so pokazali. Tako je Aldovska deklica. Je videl. Ja, on je. Ne vem, če nima tam tudi neke fotke. Ampak je bila prav se spomnim po televiziji reportaža. Kako je on zagledal, da je sedel spodaj in je zagledal podobno. Malo povetovanja in gremo ven na sveži zrak iz jame. Zdaj se mnoge zgodbice spletajo, komaj verjetne. V sosednji sobi je fandoščina, zato so ti zvoki. Angelca, govor naprej. Ti si se me pa nadomestil, Vito bi še rad govoril. Ja, tu sem administriral. Nerodno je punci, lepa, toliko let je stara, pa še nerodno. A veš da? Je pa res, da sem edini tu, kar te nadle gledam. Ne res da? Seveda. No, viš to pa... Zvezdice bele se razporedijo, pripravijo se pred nočjo. Zdaj pa kar tam mimo kolegice stopite, da vas prištejemo, da vas približno toliko tudi izrudimo. Če kak je Imamo en grl, pa dobro. Ja, lahko dva not pustimo, da jih... Dva, prijedo je to, ja. Vsak dan pripeljali na
to mesto, tu pa jih je potem nadzornik razdelil v delovne skupine in od tu potem grejo na svoje delovišča peš in tam opravijo svoje delo. Na koncu izmene pa se zopet vrne na to mesto, kjer je nadzornik spet preveril, če so se vsi iz delovišč varno vrnili in potem skupaj rudnik tudi zapustijo. Nahajamo se pod vrhom, veliki vrh je visok 1165 metrov, mi pa smo na nadmorski višini 510 metrov. To se pravi, da smo kar dobrih 500 metrov pod površjem. Si predstavljate, da je hrup 4-krat močnejši, pa poslušati hrup v taki majhni luknji na 6 ur, se da kar predstavljate, kako je to izgledalo. Pa rodar še domov prešel, še pa žena, mogoče siti na vas, a jaz mislim, da to I to 4 puta jače. To je ženo primerjal, ne? Ja. No, ko se v strop zaključi ruda, torej rude zmanjka tudi v strop, je ponavadi tak odkop poln materijala. Preklop. Kar med voždo. Spreten, bravo. Štrom. To so celi postopki, niso heci. Zdaj. Kako bo zvončki naredil. Ali bo pa na roke porinil. Gre kaj pomagati? Tako je ta patent, vidiš. Obrača lokomotiva, mora obrniti lokomotivo, da bo z druge strani. So pa zableščalo. Pa smo na svetlemu. Iz tele luknje smo prišli ven.